No, bomo rešili za začetek nekaj lažjih eksponentnih enačb. Lažje zato, ker bomo vse lahko reševali po istem načinu. Gre za enačbe, kjer imamo na vsaki strani en sam člen. In še pri tem členu imamo v bistvu samo en faktor, ničesar drugega. Pa kar začnimo z našo prvo enačbo. 6x je 1/36. Kaj naredimo? Kadar imamo ulomke, poskušamo te ulomke zapisati z številom, kjer je osnova neko celo število, lahko je pa negativna stopnja. Recimo, 36 lahko zapišemo kot 36 na minus 1. To si zapomnimo, ne? Da če imamo x na minus 1, je to vedno 1 za x. Kar pomeni, če imamo mi recimo 1/25, je to 25 na minus 1. Ali pa če imamo 1/49, je to 49 na minus 1 in tako naprej. Ampak 36 lahko še zapišemo kot 6 na kvadrat in damo to na minus 1, ker pa vemo, da obstaja pravilo, da je a na n na m enako a na n krat m, je to 6, a je 6 na minus 2. In zdaj imamo potenco, se pravi na eni strani 6 na x, na drugi strani 6 na minus 2, ker je naša osnova 6 na obeh stranih ista, pomeni, da mora biti enaka še stopnja in zato bomo rekli stopnja x je isto kot minus 2, to je pa že rešitev naše enačbe. Se pravi, x je minus 2 je rešitev prve enačbe. Gremo pogledati naslednjo. 4 na x je 0,25, zopet ena enačba. Takole. Zdaj 4 na x nimamo kaj zalepšati, je že zelo lepo, ampak decimalka nam pa ni všeč, zato bomo to decimalko zapisali z ulomkom. Ker imamo dve decimalni mesti, so to stotine, vzgoraj je pa številka 25. Recimo, če bi imeli 0,16, tudi dve decimalki, je to 16 stotin. Ali pa recimo 0,049, da so pa tri decimalke, so to tisočine in je to 49 tisočin. V našem primeru 25 stotin. Zdaj ta ulomek okrajšamo. Lahko ga zapišemo v kalkulator in nam ga bo kalkulator okrajšal, ali pa delimo s 25. 25 deljeno s 25 je 1, 100 deljeno s 25 je 4. 1/4 pa že odprej vemo, da je isto kot 4 na minus 1. In zopet, ker je osnova povsod 4, mora biti enaka tudi stopnja, tukaj x, tukaj minus 1 in je rešitev x je minus 1. Pa kar k naslednjemu primeru. 0,6 na x je 125,27. Ko ta račun vidimo, se nam zdi, da to bo pa res nekaj zelo težkega. Ampak postopek bo isti. Kar se da, zapišemo s potencami. Zdaj 125 pa 27 se hitro spomnimo, da sta to kuba števil. Recimo 125 je 5 na 3, pa 27 je 3 na 3. Poleg tega se še velikokrat pojavi 4 na 3, kar je 64, ali pa recimo 2 na 3 je 8. Pač te številke si je dobro zapomniti. 125 lahko zapišem kot 5 na 3, 27 je pa 3 na 3, oziroma to bi lahko zapisala kot 5/3 na 3. Ampak tukaj imamo še številko 0,6. 0,6 lahko zapišemo kot 0,6 je isto kot 60. Če to krajšamo za 2, dobimo 3/5. To pomeni, da namesto 0,6 na x lahko napišemo 3/5, moramo dati pa to v oklepaj na x in tukaj že piše, da je to isto kot 5/3 na x. Ampak 3/5 pa 5/5 sta ravno obratna ulomka.
Ampak če mi damo recimo 3/5 na -1, na -1 pomeni obratni ulomek, se samo zamenjata števec in imenovalec. In to bomo zdaj naredili. Namesto 5/3 bomo napisali 3/5 na -1. Zato, da bo enaka stopnja na obeh straneh. Enaka osnova na obeh straneh na 3, kar je isto kot 3/5 na -3. Mi imamo zdaj enako osnovo, na obeh straneh je 3/5 in zdaj poskrbimo še, da bo enaka stopnja, to je pa v tem primeru x pa -3 in imamo rešitev, x je -3. Kar naprej k naslednjemu primeru. Čeprav naloge izgledajo včasih težke, se rešuje na enak način. Kar je v ulomku, kar je v decimalki, zapišemo z ulomkom in potem še s potenco. Kaj pa lahko naredimo pri takšni nalogi? Tukaj imamo 0,13, lahko bi napisali 13, ampak to ne bi nič spremenili. To je pa takšna posebna enačba. Posebna zato, ker je rezultat 1. Mi vemo, da karkoli na nič je 1. Kar pomeni, če bom jaz tukaj le za x ustavila nič, bo 0,13 na nič tudi 1. In rešitev je kar nič. Če bi imela jaz tudi 900 na nič je 1, 900 na x je 1, bi prav tako rekla x je nič. Ali pa če bi imela -13,5 pa na x pa je 1, bi zopet napisala x je nič. Se pravi, kadar je rezultat 1, zato ker to bi jaz lahko zapisala kot 0,13 na nič. To je 1. In zato je zopet stopnji morata biti enaki, torej sta enaki nič. To so posebni primeri. Na to pa zopet klasičen. 7 na x je koren iz x. Tale pa mislim, da je narobe prepisana, ker takšnele ne bi znali mi rešiti. Ja, mogo bi pisati 7 na x je koren iz 7. Ti računi so skrbno izbrani. In kaj bomo zdaj naredili? Spomnimo se, da je n-ti koren iz x, se pravi, če imamo takole zapisano, takole, če imamo n-ti koren iz x na m recimo, je to isto kot x na m polomljeno z n. Zdaj, če imam jaz 7. koren iz x na 3, bi bilo to x na 3/7, to se navadimo. Če imam recimo 6. koren iz x na 5, je to x na 5/6. Kar je koren, stopnja korena je vedno tukaj. Kaj pa zdaj v našem primeru? Tukaj nič ne piše. To pomeni, da je tukaj kvadratni koren, tukaj tudi ni dobene številke, to pomeni, da je na 1. In tole lahko zapišemo kot 7 na 1 polovica. In zdaj zopet, osnovi sta povsod 7, torej morata biti tudi stopnji enaki in dobimo rezultat, x je 1 polovica. Podobno tukaj. Zdaj 5 na x bomo pustili. Nimamo kaj narediti. Pišemo. 5 na x je, zdaj to 5 lahko pustimo, lahko napišem 5 na 1. Tole je pa zopet s korenom, se pravi na 1, tukaj pa drugi koren, ko nič ne piše. In zato je to isto kot 5 na 1 polovica. In zdaj bom jaz to dvoje zmnožila. 5 na 1, 5 na 1 polovica. Uporabljam formulo, da je a na n krat a na m, a na n plus m, se pravi seštejem. Zato je to 5 na 1 plus 1 polovica. In na drugi strani imamo 5 na x. Zdaj, 1 plus 1 polovica je isto kot 5 na 2 polovici plus 1 polovica, se pravi, namesto 1 napišem 1 enina, pomnožim za 2, imamo 2 polovici in je to 5 na 3 polovice. Isto, ker je osnova ista, mora biti tudi stopnja enaka in dobimo, da je x 3 polovice. Pa kar k naslednjemu primeru, da se to čim bolj navadimo reševati.
bomo malo popravili. Takole. 2 na x je nek koren. Zopet 2 na x pustimo, tam nimamo kaj spreminjati. Pustim. Bomo pa spremenili na drugi strani. Zaprav, tole je 2 na x, tukaj pa zopet koren iz 2 isto kot 2 na 1 polovica, v spodje je pa sama dvojka, torej 2 na 1. Ker vemo pravilo, da je a na n deljeno z a na m, kar je isto kot a na n, ulomljeno z a na m, isto kot a na n minus m, se pravi, moramo od tega odšteti to, bomo to naredili tudi tukaj. Od tega odštejemo to. Imamo 2, 1 polovica minus 1. Isto kot 2 na 1 polovica minus 2 polovici in je to isto kot 2 na minus 1 polovica. Torej je naš x enak minus 1 polovica. Štiri na x je zopet neka številka. Prav. Kaj zopet naredimo? Štirko zaenkrat kar pustimo. Lahko bi tudi napisali 2 na 2, ampak glede na to, da je tukaj 16, ki jo lahko zapišemo tudi kot potenco število 2, tretji koren je 4, torej 4 na 1, pa je 4 na 1 tretjina. In to dvoje zmnožimo skupaj tako, da stopni seštejemo. 2 plus 1 tretjina, kar pomeni, zopet stopne izenačimo, x je 2,1 tretjina. Kaj pa 4 na x je 8? Zdaj 8 pa ne moramo napisati kot potenco števila 4, zato bomo vse skupaj dali na potenco števila 2. Recimo 4 je 2 na 2. In vse skupaj damo na x, za 8 pa že vemo, da je 2 na 3. In to je zdaj 2 na 2x, je 2 na 3, zopet stopni izenačimo, dobimo torej, da mora biti 2x enako 3, še delimo za 2 in dobimo, da je x 3 polovice ali 1,5. Ali pa takole. Tole številko zapišemo najprej z ulomkom. To je 8, ker so 3 decimalke, je to tisočin. Če krajšamo to z 8 zgoraj in spodaj, 8 deljeno z 8 je 1 125. Lahko pa tudi v kalkulator pišemo 8 ulomljeno s 1000, kot ulomek pa bomo dobili okrajšen ulomek. Ampak 125, 1 deljeno 125 je pa isto kot 125 na minus 1, 125 je pa isto kot 5 na 3. In to moramo dati še na minus 1 in je to 5 na minus 3. Se pravi, to grdo številko smo zapisali kot potenco števila 5. To bomo pa zdaj naredili tudi številko 25. 25 je 5 na 2 in na x, kar pomeni 5 na 2x. In zdaj zopet pogledamo samo to dvoje. Osnova je 5 in je enaka, zato morata biti tudi stopni enaki. To pomeni, da je 2x minus 3, lepa linearna enačba, delimo z 2 in dobimo, da je x minus 3 polovice. Takole. Kaj pa pri tem računom? Ta zgleda zdaj še bolj grozen, ampak očitno je pripravljen tako, da se bo dal polepšati. Najprej, 3,3 osmine bomo zapisali kot čisti ulomek. 3 krat 8 je 24, plus 3 je 27 osmin. In 27 osmin moramo dati na x. Na drugi strani imamo 4 devetine, takoj vemo, da je 4 2 na kvadrat, 9 je pa 3 na kvadrat. Kar pomeni, je to isto kot 2 tretjini v oklepaju na kvadrat. Moramo pa nekako 2 tretjini še tukaj dobiti. Ampak 27 že vemo,
Se pravi, če imam je 27 osmin, 27 je 3 na 3 in 8 je 2 na 3. Torej je to 3 polovice na 3. Zopet smo dobili ravno obratno kot tukaj. Zato bomo dali še na -1. Bomo rekli, da je to 2/3 na -1, to je 3 polovice, pa na 3, kar je skupaj 2/3 na -3. Torej, iz te enačbe dobimo enačbo, 2/3 na -3 napišemo za 27 osmin, pa še vse skupaj damo na x. In je to 2/3, to dvoje zdaj zmnožimo na -3x in je isto kot 2/3 na kvadrat. Zdaj imamo pa isto osnovo in zato izenačimo samo še stopnje. Rečemo, da je -3x enako 2, torej x enako delimo z -3, torej -2/3. To je rezultat. Potem imamo koren iz 3 na x je 9. Koren iz 3 bi lahko napisali kot, pa na x, ne? To pomeni, da je to v bistvu 3, tukaj je drugi koren, to je na x, zato je x vzgoraj, v spodaj bo polovica. 9 pa lahko zapišemo kot 3 na kvadrat, se pravi ista osnova. To pa pomeni, da mora biti x polovici isto kot 2. Še pomnožimo z 2 in dobimo, da je x 2 krat 2, 4. Na obeh straneh to se pokrajša, tukaj ostane 4. Imamo še nekaj primerov. Recimo, četrti koren iz 12 na x, zdaj že vemo. To bomo zapisali kot 12 na x četrtin. 144 pa vemo, da je 12 na kvadrat. To pomeni, da mora biti x četrtin isto kot 2, kar pomeni, da je x pomnožimo za 4, obe strani, tukaj se pokrajša, x je 8. Pa k naslednjemu, 0,25 na 2 minus x. Zdaj na prvi pogled ne zgleda nič lepega, ampak 0,25 lahko zapišemo kot 25 stotin, kar je pa isto kot, delimo s 25 1/4 in kar je isto kot 4 na -1, 4 lahko pa še napišemo kot 2 na 2 na -1 in je to 2 na -2. To je namesto 0,25. Lahko tudi s kalkulatorjem preverimo, če to drži. Ampak mi imamo to številko, se pravi 0,25 na 2 minus x, hkrati imamo pa tukaj 128. 128 se spomnimo, da je 2 krat 64, 64 je pa 2 krat 32, 32 pa mogoče vemo, da je 2 na 5. Se pravi potence števila 2. 2 na 1 je 2, 2 na 2 je 4, 2 na 3 je 8, 2 na 4 je 16, 2 na 5 je 32, 2 na 6 je 64, 2 na 7 je 128. Te potence se pogosto uporabljajo. To pomeni 180 je 2 na 7, zdaj to bi lahko napisali, pomnožimo, minus 2 krat 2 je minus 4, minus 2 krat minus x je pa plus 2x je 2 na 7, kar pomeni, da je minus 4 plus 2x enako 7, 2x je torej 7 plus 4, to je 11, iz tega dobimo, da je x enako, se pravi x je 11 polovic. Eto, še nekaj primerov, recimo 25, 36 na nekaj. Zdaj že vemo, 25 je 5 na kvadrat in 36 je 6 na kvadrat. Vse to je treba dati še na 3x minus 2. 1,2 je pa 12 desetin, kar pa lahko krajšamo za 2 in dobimo 6 petin. In zdaj, ker imamo tukaj 5 šestin obakrat, tako to napišemo 5 šestin na 2 na 3x minus 2, pa bomo zdaj te dve stopni med seboj pomnožili
je to na 6x minus 4. Na drugi strani bomo pa to samo okrog obrnili. To je 5/6 na minus 1. In iz tega zopet dobimo ven, da mora biti stopnja 6x minus 4 isto kot minus 1. Torej 6x enako minus 1 plus 4, kar je 3. Delimo s 6 in dobimo x je ena polovica. Recimo tale. Tukaj imamo stotko. 100 lahko napišemo kot 10 na kvadrat na 4x plus 7. 0,1 je pa 1/10 na x minus 2. To je 10 na 8x plus 14. Pomnožimo to pa to, ne? Na drugi strani 1/10 vemo, da je 10 na minus 1 in to moramo dati na x minus 2. Torej je to 10 na minus x plus 2. Zopet stopnje izenačimo. Dobimo, da je 8x plus 14 isto kot minus x plus 2. To pomeni, da je 9x enako 2 minus 14 je minus 12. Delimo z 9. Se 9 pokrajša in dobimo, da je x enako, to pa lahko s 3 delimo, in dobimo minus 4 tretjine. Kaj pa tukaj? Še en ulomek, ampak zgodba bo ista. Vidimo, da 49 lahko zapišemo kot 7 na kvadrat, 9 pa 3 na kvadrat. To bi lahko zapisali tudi kot 3, oziroma najprej 7 tretjin na kvadrat. Če pa v krog obrnemo, je pa to na minus 1 in na 2, kar je isto kot 3/7 na minus 2. Torej imamo, če zdaj prepišem, 3/7 na minus 2 in bom še enkrat tole popravila. Tako, prvo, kar prepišem, ker je že prava, 3/7 na x plus 3. Namesto 49 devetin napišemo 3/7 na minus 2. In vse skupaj moramo dati še na 3x plus 1, to pomeni, da minus 2x pomnožim s 3x plus 1. In dobimo 3/7 na x plus 3 je isto kot 3/7 na minus 6x minus 2. Zdaj pa tega in tega izenačimo. Se pravi, stopnji izenačimo, ker so osnove iste. In zdaj imamo linearno enačbo, damo x na eno stran, številke na drugo in dobimo 7x, se pravi minus 6x na drugo stran je plus 6x, je isto kot minus 2 minus 3, minus 2 minus 3, kar je minus 5, delimo z 7 in dobimo, da je x enako minus 5/7. Še zadnji primerček. Ni že dalj. Eto, zadnji primerček. Kaj dobimo? 1,125. Mislim, 1,25. To je v bistvu 125 stotin. In to moramo dati na 2x plus 9. Tukaj je lepa še napakca. Hitro popravili. Ja, tukaj bo pa takole. 0,64, lahko s piko ali z vejco, 64, takole bomo naredili, 0,64, tako. 0,64 je 64 stotin, zopet v oklepaj, na x plus 2.
125, zdaj se še nič lepega ne vidi, ampak najbrž bo nekaj lepega prišlo. 125 stotin bi jaz lahko krajšala z 5 recimo, čez 5 krajšam dobim 12 deljeno z 5 je 2, 25 deljeno je 25, 100 je pa 20 deljeno s 5. Ampak to lahko še krajšam s 5 in dobim 5 četrtin, takole. Se prav, lahko namesto tegale zapišem 5 četrtin, samo krajšan ulomek, na 2x plus 9. 64 stotin je pa 64, lahko krajšam za 4, pa dobim 6 deljeno 4 je 1, 24 deljeno 4 je 16, 100 deljeno 4 je 25, to moramo dati še na x plus 2, ampak 16 25 je isto kot 4 petine na kvadrat in še na x plus 2, kar je isto kot 4 petine, pa zdaj to dvoje zmnožimo, na 2x plus 4, pa zopet vidimo, da je tukaj 5 četrtink, tukaj pa 4 petine. Torej jih obrnemo okrog, kar pa pomeni, da moram dati na minus 1, na 2x plus 4 in je to 5 četrtin na minus 2x minus 4. Eto, in zdaj zopet grem 2x plus 9 in tukaj je minus 2x minus 4. To pomeni, da dobim, da je 2x plus 9 isto kot minus 2x minus 4, x je na eno stran, minus 4 minus 9, torej 4x je minus 13, delimo za 4 in dobim, da je x minus 13 četrtin. Takole. Eto. Toliko za prvi del nalog.